Svet za nacionalno varnost je na včerajšnji seji sprejel številne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa. Do včeraj zvečer se je število okuženih v Sloveniji povzpelo na 25. Minister za zdravje Aleš Šabeder je povedal, da se do nadaljnjega prekine izvajanje vseh preventivnih dejavnosti zdravstvenih domov Metlika, Novo mesto, Črnomelj in Splošne bolnišnice Novo mesto. Na letališču Jožeta Pučnika bodo uvedli merjenje telesne temperature. Ta ukrep bodo izvajali tudi na mejnih prehodih. Vse športne in druge prireditve, kjer se pričakuje več kot 500 gledalcev, se bodo izvedle brez gledalcev, tudi pokal vetranc in smučarski skoki v Planici. Od danes naprej so prepovedane prireditve z več kot 100 udeleženci. Zaenkrat splošno zapiranje vrtcev in šol še ni potrebno. Predstavniki slovenskih podjetij so se včeraj sestali z ministrom za gospodarstvo Zdravkom Počivalškom. Slednji je po sestanku dejal, da so opredelili ukrepe za zmanjšanje posledic izbruha koronavirusa na gospodarstvo v vrednosti 998 milijonov evrov, od katerih je 600 milijonov evrov že obstoječih virov Slovenske izvozne in razvojne banke oziroma SID banke. Zaradi širjenja koronavirusa se je povečal nakup živil preko spleta. Mercator ima nekoliko večjo spletno prodajo, pri Tušu pa so v spletni trgovini zabeležili 100% rast vrednosti naročil. Večje je povpraševanje po izdelkih z daljšim rokom trajanja, kupci kupujejo na zalogo in posegajo predvsem po moki, sladkorju, olju, suhem kvasu, suhih mesninah, konzerviranih izdelkih in higienskih pripomočkih. V Evropi je najhuje prizadeta Italija, kjer je po zadnjih podatkih skoraj 8.000 okuženih, 463 ljudi pa je za koronavirusom oziroma COVID-19 umrlo. Za 16 milijonov Italijanov velja karantena. Od danes naprej bodo v Italiji vsaj za 2 tedna zaprli vse izobraževalne ustanove. Prebivalci se bodo po državi lahko gibali samo zaradi nujnih poslovnih ali zdravstvenih razlogov. Na Hrvaškem morajo vsi tuji državljani, ki prihajajo iz žarišč koronavirusa, v 14-dnevno karanteno. Vsi hrvaški pa morajo v samoizolacijo. Vse prireditve z več kot 1000 udeleženci so odpovedane. Na Slovaškem morajo danes vsi slovaški državljani, ki se bodo vrnili v domovino iz Italije, Kitajske, Južne Koreje ali Irana, v 14-dnevno karanteno. Enak ukrep bo veljal za vse, ki živijo z njimi v istem gospodinjstvu. Danes popoldne bodo evropski voditelji o soočanju s koronavirusom govorili na telekonferenci. Koronavirus bo tudi le ena od 4 tem, ki jih bodo v Bruslju na današnjem močno skrajšanem plenarnem zasedanju obravnavali evroposlanci. Naj spomnimo, če imate bolezenske znake, kot so visoka vročina, kašelj in težko dihanje, ostanite doma. Ne hodite k zdravniku ali na urgenco, saj boste tako okužili druge. Osebe z okvaro sluha se v poslabšanju zdravstvenega stanja lahko obrnejo na klicni center za osebe z okvaro sluha, ki bo navezal stik z njihovim osebnim zdravnikom. Klicni center besedilna sporočila registriranih uporabnikov sprejema na telefonsko številko 031 777 600. Neregistrirani uporabniki se lahko registrirate na spletni strani kc.tolmaci.si.
Izredni prenosi novinarskih konferenc in informativne oddaje s pomembnimi novimi informacijami o koronavirusu so tolmačeni in podnaslovljeni. Spremljate jih lahko na www.gov.si in na spletnatv.si.